Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Čas poznavanja je namenjen temu, da spoznamo drugo osebo in da damo možnost drugi osebi, da spozna nas. Ne glede na to, kje se srečamo, v živo ali na družabnih omrežjih, je čas poznavanja pomemben temu, da pogledamo vase, da se zazremo vase, da vidimo, na kakšen način mi delujemo, kaj si želimo in kaj nam pravzaprav ni všeč. Ko se spoznamo, je všečnost različno velika. Med nekaterimi je tako močna čustvena energija, tako močna energija zaljubljenosti lahko pride že v nekaj minutah ali v nekaj urah, da jih dobesedno odnese. Ampak veliko takih zaljubljenosti se konča še tisti dan, tisti večer, lahko čez 2 dni. Koliko močna je ta energija privlačnosti, je odvisno od tega, kaj mi nosimo v sebi. Določena oseba svojo energijo vzburka nekatere stvari v našem nezavednem, ki projicirajo to, kar si mi želimo na drugo osebo. Se pravi, zaljubljenost, tista všečnost, prva všečnost, ni realna slika neke osebe, ampak so naše želje, naše hrepenenje, naše potrebe, kaj mi želimo, kakšna naj bi ta oseba bila. In zato pride v prvih dneh nekega spoznavanja 2 oseb velikokrat že do razočaranja. Zaradi tega, ker druga oseba zelo hitro lahko pokaže, da ni takšna, kot smo si jo mi predstavljali. Zaljubljenost je energija, je nekaj, kar nas odnese, je opoj, ki z realnostjo nima prav veliko skupnega. Zato je potreben čas poznavanja. Čas poznavanja nam pokaže, na dan pridejo stvari, ki so v nas, ki nam koristijo ali pa nam delajo škodo. In čas poznavanja je namenjen tudi temu, da mi spoznamo drugo osebo, ali nam njen način življenja, njeno razmišljanje, čustvovanje, reševanje problemov odgovarja ali ne. 2 osebi, ko se srečata, sta si vizualno všeč, sta si všeč na prvi pogled in med njima steče neka energija. Ampak to še vedno ni dovolj, da bi mi lahko rekli, s to osebo želim biti do konca življenja, ali s to osebo želim preživeti nekaj naslednjih let, ali s to osebo želim imeti otroka. In čas poznavanja je namenjen temu, da mi vidimo, koliko ta oseba izpolnjuje naše potrebe, naše želje, naša pričakovanja v realnem življenju in ne samo v naši domišljiji. Zakaj v naši domišljiji? Zaradi tega, ker naš in naši obrambni mehanizmi poskrbijo za to, da mi lahko precej mesecev ali celo nekaj let nočemo uvideti, kakšna je ta oseba v resnici. Ampak se oklepamo neke iluzije in na podlagi te iluzije mi lahko živimo z neko osebo mesece in leta, ne da bi jo v resnici spoznali, ne da bi nas pravzaprav sploh zanimalo, kakšna je, ne da bi mi bili pripravljeni pogledati, ali sva si sploh kompatibilna ali ne. In če se vrnem jaz na začetek, čas poznavanja poteka v več fazah. Prva faza traja nekje 1. mesec. V 1. mesecu si 2 osebi izmenjujeta sporočila, se srečujeta, se pogovarjata, si pripovedujeta o preteklosti, spoznavata tiste osnovne stvari, tiste stvari, ki se jih mi pravzaprav zavedamo. V nezavednem pa že potekajo procesi med enim in drugim srečanjem in na samem srečanju, kako se mi počutimo. In tukaj je pa pomembno, da se mi zazremo vase. Koliko
moja preteklost vpliva na mojo sedanjost. Da se dve osebi odločita za partnersko-ljubezenski odnos, mora biti več pogojev izpolnjenih. In eden od teh pogojev je, koliko si želita biti blizu. Stil navezanosti je pomemben, zaradi tega, ker stil navezanosti določa dinamiko v nekem odnosu. Nekateri ljudje si želijo bližine, želijo si biti blizu, želijo se spojiti z drugo osebo. Tukaj imamo spet, če pogledamo premico, ali pa če oštevilčimo od 1 do 10, če je 1 najmanj, in če je 10 največ, lahko gre tudi do 50 ali pa do 150. Koliko jaz želim biti z neko osebo, koliko močno jaz hrepenim po neki osebi. Ali je to v meni zaradi preteklih slabih izkušenj, ali je to moja potreba že iz otroštva, ker nisem bila nikoli sprejeta, ali je to preprosto samo trenutna želja, ki mi zagotavlja neko prepričanje, ki mi zagotavlja varnost, da bom z nekom več vredna, da bom z nekom bolj močna, oziroma da bom z nekom bolj varna. Ta stil navezanosti, preokupiran stil navezanosti, povzroča veliko težav ženskam in moškim, zato ker je tako močna energija, da tega praktično ne znajo obvladati. In pride do zelo močnih, burnih scen, prepirov, užaljenosti, prizadetosti. Kako se to spozna? To spoznate lahko zelo hitro po tem, kaj se v vas dogaja. Kako hitro po nekem sporočilu, v kakšnem času po nekem srečanju vi že začutite osamljenost. Oziroma, lahko vidite, kako močna potreba je v drugem človeku, ko vam začne pisati in govoriti ali pa razlagati in celo malo kriviti, zakaj se nisi oglasila takoj, zakaj moram jaz tako dolgo čakati, rad bi bil s tabo do konca življenja, v prvih parih dneh že začne govoriti o tem, kako bosta imela hišico, kako bosta vidva vse uredila, otroke, psa, belo ograjo. V parih dneh, govoriti o tem ni realno, preprosto ni realno in to je prvi rdeč signal, prva rdeča luč, ki se vam lahko odpre. Ali bom jaz s tem človekom ujeta, ali mi bo dal ta človek dovolj prostora, da bom lahko ostala jaz, ali se bom mogla podrediti njegovim pričakovanjem in njegovim željam. In zato je pomemben čas poznavanja. In točno tako se mi lahko vprašamo zase. A bi jaz tega človeka najrajši odpeljala na samotni otok? Saj to je tako, malo v hecu rečeno, ampak hrepenenje v nas, pretekle rane, slabe izkušnje in občutek osamljenosti, pomanjkanje varnosti, nas sili, da se na nekoga hočemo preveč navezati, hočemo, da nas nekdo reši, pa nas ne more nihče rešiti. In ta hrepenenja, ta potreba, ta preokupirana navezanost na nekoga lahko povzroči, da se druga oseba od nas odmakne. Zato, ker je te energije preveč. Mi to osebo preplavimo, oziroma čutimo, da smo preplavljeni z ljubeznijo, s potrebo po bližini od druge osebe. In v nas nastopi nemir in kar hočemo jeti, kar nočemo več sporočil, nočemo več pogovorov, nočemo več srečanj. In nam ali drugi osebi, ko se to zgodi, ni popolnoma nič jasno. Zakaj? Zaradi tega, ker nekako logično je oseba ali mi, ki smo preokupirano navezani,
svoje želje, svoje potrebe sprojeciramo na drugo osebo in mislimo, da si vsi to želijo. Oziroma mislimo, da je edino tako pravilno. In težko je iti iz tega neustreznega mišljenja, neustreznega čutenja, ki nam dela težave. Drugi ljudje morda ne potrebujejo tako močne navezanosti. Zato, ker imajo občutek varnosti, občutek vrednosti, ker nimajo v sebi in osamljenost v njih ni tako velika. Dve osebi sta lahko varno navezani. To pomeni, da jaz kot oseba lahko živim sama. Sem sposobna živeti sama, sem dovolj čustveno stabilna in želim stopiti v odnos z drugo osebo, ki je podobna meni, ki je dovolj samostojna, čustveno zrela in skupaj lahko tvoriva varno navezanost. Pri preokupirani navezanosti pa oseba si ne predstavlja, da živi sama, oziroma to njej predstavlja en zelo velik problem in neprestano hrepeni in hlepi po drugih ljudeh. Zdaj sem jaz zelo na kratko omenila preokupirano navezanost. Preprosto zaradi tega, ker se na začetku, v prvem mesecu, v prvih dneh sprašujemo, kolikokrat se midva lahko srečava, kdaj mu jaz lahko pošljem sporočilo, kdaj ga jaz lahko pokličem, oziroma imamo pravila, kdaj bi on mogel mene poklicati, kdaj bi on mogel mene nekam povabiti, koliko časa bi mogla govoriti po telefonu in kako naj bi potekala ta komunikacija. Ampak pravila ni. Pravila postavljamo sami. Bolj ozek okvir življenja, ko imamo, bolj ozka pravila imamo, prej bomo nezadovoljni. In prej, ko bomo mi nezadovoljni, prej bomo prišli s to energijo na dan in bomo začeli sitnariti in bomo začeli razlagati, da je to malo premalo, ali pa bomo predvsem pasivno, agresivno vsake toliko časa nekaj spustili. Druga skrajnost pa je, da začnemo viseti na telefonu, se praktično ne ločimo od njega, ampak in neprestano hlepenimo in 50krat na dan pogledamo, ali je poslal sporočilo ali poklical. Če se vam to zgodi, če se to nam dogaja, takrat je fajn, da pustimo tega človeka naj živi in se tisti čas ukvarjamo s sabo. Zato vam jaz ponujam vaje, zato vam jaz ponujam tehniko. Nihče vas ne more rešiti, nihče mene ne more rešiti. Če jaz nimam občutka varnosti, vrednosti v sebi, mi tega ne more dati nobena druga oseba. Lahko mi da za nek določen čas, ampak jaz bom skozi v nevarnosti, kaj če ta oseba nekega dne izgine, odide. Se pravi, postanem odvisna od neke osebe. In čas poznavanja je namenjen temu, da mi spoznamo drugo osebo in da spoznamo tudi sebe. In da v tem času spoznavanja, v tem prvem mesecu, se predvsem ukvarjamo s sabo, zato ker prihaja preteklost na dan, slabe izkušnje, rane preteklosti, bolečine iz otroštva. In s to metodo, ki vam jo jaz ponujam, te stvari zelo hitro lahko ozavestite in hkrati tudi predelate. In boste čist popoln drugače prišli na zmenek, z drugačno energijo, z drugačnim razpoloženjem. In tako dve osebi lahko gradita odnos, tako se dve osebi lahko zbližujeta. Ne morata se zbližati tako, da pridem jaz na zmenek in rečem, ti me nisi poklical takrat in takrat, nisi naredil tega in tega in nisi naredil tako in tako. Saj ni treba, da jaz to povem na glas, ampak jaz lahko to oddajam čustveno, z mojo energijo, z mojo življenjsko energijo, kjer se bom odzivala drugače, zgledala bom drugače, obnašala se bom drugače, drža bo drugačna, mimika bo drugačna. In zato je pomembno,
Če hočete vstopiti v nek odnos, ki je v redu, potem se ukvarjajte najprej s sabo. In potem bo čas pokazal, kakšna je druga oseba. In ko boste imeli občutek varnosti, vrednosti, boste lahko rekli, ok, super je, s tabo mi je super in si upam narediti naslednje korake s tabo. Ali pa boste rekli, nič hudega, fajn je bilo, da sem te spoznala, ampak mislim, da sva si preveč različna. In zato je potreben čas poznavanja. Jaz sem se danes dotaknila osnov, par začetkov, upam, da ste dobili par iztočnic, na kaj bodite pozorni. Vesela bom, če boste delili ta video, če preberete mojo knjigo Čarobni odnos, predvsem pa knjigo 8 moških, zakaj pa ne. Pridite na mojo Facebook stran Čarobni odnos, poglejte mojo spletno stran in kmalu se spet slišimo. Imejte se radi in šele takrat vas bojo lahko imeli radi tudi drugi. Srečno in čau, čau.